Absolutna vrednost realnega števila. Če pogledamo takole na hitrico, ne, pa če jaz rečem 325 pa minus 1320. Ko pogledamo ti dve številki, pa jaz rečem hitro, katera je večja, ne. Tako bi nas zamikalo reči tale. Ampak potem pa, ko pomislimo, ne, kje se to dogaja, če imamo tukaj nič, to je recimo 100, 200, 300, bo naša številka tale 325 nekje tu, medtem ko 1000 bo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 500, takole daleč, ne, recimo tule nekje bo pa naša številka 1300 minus 1320. In zdaj to, da je 325 večja od minus 325, je jasno, zato ker je bolj desno na številski osi. In vsekakor je boljše imeti 325 evrov denarja kot pa minus 1320 evrov, ne. To bi pomenilo, da smo nekomu dolžni. Ampak še vedno, ne, imamo pa ljudje občutek, da vseeno to je nekako več kot to. Če bi pogledali samo številko brez teh znakov, ne. In no, tukaj pride pa v poštev tale absolutna vrednost realnega števila. Namreč absolutna vrednost realnega števila pa reče: mene v bistvu ne zanima, ne, ali je pozitivno število ali je negativno, ne. Mene samo zanima, a je veliko ali je malo oddaljeno od izhodišča, ne. In tale absolutna vrednost bi bila 325 enot, tale absolutna vrednost bi bila pa 1320 enot. Nobeden ne bi napisal zdaj tukaj znaka minus in zato bi lahko primerjali po absolutni velikosti, ne. Absolutni vladar je tisti, recimo, ko reče: "Tako je, pa nič drugače, ne." No, absolutna vrednost je pa tista vrednost, ki reče: "Nočem minusa." Nikoli, ne. Okej. In izkaže se, da čisto vsakemu realnemu številu, ki je na tej osi, lahko priredimo absolutno vrednost tega števila. In kaj je zdaj absolutna vrednost tega števila? Ja, to je pa razdalja od tega števila do izhodišča. In no, tisto prej je bila taka skica, ne, bolj neugledne sorte, zdaj pa gremo zares, pa rečemo, naj bo tule nič, to je izhodišče. Naj bo tule naše število x. Če bi izmerili zdaj razdaljo od nič oziroma od izhodišča do x, bi dobili absolutno vrednost x-a. Zdaj pa saj veste, matematiki nismo dobri v pisanju besed, vsaj ne celih, jaz ne, in zato oznaka za absolutno vrednost je takole: x v dveh vodoravnih črtah. In to je absolutna vrednost števila. Zdaj pa absolutna vrednost števila je vedno negativno število, nič je pa lahko, ne, absolutna vrednost števila nič je nič. In kako jo definiramo? Definiramo jo takole: absolutna vrednost števila nič, imamo dve možnosti, kaj se bo zgodilo. Prva možnost je, da je tole število noter pozitivno, se pravi večje od nič. Ja, pa nič, pa bo absolutna vrednost kar ta številka in to bo za vse take x-e, ki so večji ali enako nič. Če pa se bo zgodilo, da bo tule noter negativno število, recimo -5, pa bomo pa mogli reči, to je 5. In zato rečemo, da dodamo vrednost minus x za x-e, ki so manjši od nič. Ne se ustrašiti, ta definicija izgleda zelo špehnata, ne, od zgoraj pa od spodaj nekaj pa vse to, ampak v bistvu je zelo preprosto. Če bi si pogledali na primeru, vam bo takoj jasno. Pa da vidim, če jih že imam kaj napisano. Ja, bomo si kar tule svoje izmislili pa bomo, ne. Recimo, če imamo absolutno vrednost števila 6. Pogledamo, to je pozitivno število, od nič do 6 je 6 enot, se pravi absolutna vrednost 6. Kaj smo narekli? Tukaj smo imeli 6, a je večji od nič? Je, potem je pa to kar ta x.
No, če imamo pa -6. -6, gremo pa v to smer. Rečemo, pridemo do -6, ne. In je tudi 6 enot. Ampak v resnici mu pa predpišemo negativno vrednost. Se pravi, da se znebimo absolutne vrednosti, pa je tole negativno število, pa -6 in dobim 6. Za naše potrebe. To lahko direktno naredite, ne rabite zdaj -6. Mogoče pri kaki enačbi je fino, da to veste. Se pravi, če je pozitivno noter, potem ni problema, absolutne vrednosti spustimo. Če je pa negativno noter, pa v bistvu napišemo obratno vrednost. Negativne, kar je pozitivno, 6. Ne obratno, nasprotno. No, pa gremo zdaj še pogledat vaje. Včasih se zgodi, ne, da nam absolutna vrednost tudi lahko služi kot oklepaj. Se pravi 2 - 8, po koncu absolutne. Potem moramo najprej izračunati v absolutni noter in potem šele naprej. Se pravi 2 - 8 je -6 in ko damo absolutno gor, je to 6. Pa gremo naprej na vaje. Koliko je absolutno od -1/2? Preprosto. 1/2. No, tu nam pa res služi kot oklepaj. In vedno gremo prva absolutna vrednost, ki jo srečamo, in tale njena je zaklepaj od absolutne vrednosti, ne. In lahko rečemo -3 absolutno, koliko je? To je 3. Plus -2 absolutno, to je 2. In -4, se pravi 5 - 4 je 1. Tako. No, zdaj še imamo pa dve malo težji tej absolutni vrednosti. Pa bom si jaz prepisala ta izraz semle, da bomo lažje ga izračunali. Treba je tukaj zelo pozorno pogledati, kje je začetek absolutne pa kje je konec. Se pravi, tu se začne in prva, ki jo bomo srečali, bo njen konec. Evo, tele dve pašete skupaj. Potem se pa spet začne absolutna vrednost in gre do te. Zakaj je tu težje? Ker niso tako lepo zaokrivljeni kot oklepaji, a ne. Drugače pa funkcijo imajo pa isto. Najprej izračunamo tole, se pravi absolutno pustimo, -2 plus 3 je 1. Minus, zdaj pa tu 9 - 8 je 1. To je zdaj absolutno 1 je 1, -1 je 0. V takih izrazih, bodimo pozorni, lahko pride tudi rezultat 0. Tako. In zdaj nas čaka še en tak zelo kakovosten račun. Se ga v bistvu malo veselim, ne. To je pa tak izziv. Če si mislite, da ste pripravljeni, dajte na pavzo pa poskusite sami, ker bo res zabavno. Previdno morate paziti pri tem računu, da prav določite skupne pare absolutnih. Tu imamo zdaj absolutno, pa še eno absolutno. Se pravi, ta absolutna ne more nikakor zapreti te absolutno, zato gremo naprej. In prvo, ko jo bomo srečali, je najbolj notranja njena, ne. In gremo naprej, spet srečujemo. Ta ne more zapreti te, zato prvo, ko jo bomo srečali, bo njen par. In gremo naprej. In tudi ta ne more zapreti one nazaj, ne. In gremo naprej. Evo, tukaj pa nekaj zapira, ampak ne vemo, kaj, ker je že ta zaprta, se pravi tale gre pa čisto nazaj do tele. Tako. In potem nam še ostane odprta in zaprta absolutna vrednost. Zdaj pa jaz prvo bom prepisala absolutno vrednost, to bom pa izračunala. Tole. -3 absolutno je 3. Plus 2 - 5, se še ne bo dalo, bo -3 absolutno, plus 2 krat 3 - 4 -1 absolutno. In pa zdaj spet konec absolutne, plus -2 plus 3 je pa 1 absolutno. Če znate na pamet, potem razrešiti te absolutne že lahko. Zdaj pa gremo naprej. Zdaj imamo absolutno 3 plus -3 absolutno je 3, plus 2 krat 1, konec absolutne, plus 1 je. Zdaj izračunamo v oklepaju. Najprej pomnožimo 2 krat
1 je 2, pa 3 je 5, pa 3 je 8 absolutno, plus 1 in to je 8 plus 1 je 9. Tako. To so bile te vaje in zdaj nas čaka še samo ena snov, in sicer reševanje enačb, ki vsebujejo absolutno. Poglejmo zdaj prvo tole enačbo. Kateri x mora biti, da je njegov rezultat 5 v absolutni. No, tukaj so vedno dve možnosti, ne. Prva možnost se lahko vprašamo, kaj se zgodi, če je ta absolutna taka, ki reši pozitivno stvar. Ja, če bi bilo tukaj noter 5, ne, pa absolutno ne bi popolnoma nič spremenila. Se pravi, prva možnost je absolutno, v absolutnem je večje od nič. To bi pomenilo, x je 5. Ampak druga možnost pa je, da je v absolutnih manjše od nič. To pa pomeni, da bi bilo tole noter minus. Se pravi, lahko rečemo minus x je 5 oziroma x je minus 5. V glavnem, kaj si morate zapomniti je, to so enačbe, ki so rešljive popolnoma na pamet. Vedeti morate pa, da sta možne dve rešitvi. Ena možnost je, da je znotraj pozitivno, druga možnost pa je, da je znotraj absolutne negativno. No, se ne spravlja skupaj ta stavek, ne? No, potem si poglejmo še pa eno. In sicer x minus 3 je 5. No, ta je pa v bistvu že malo težja, zato ker, no, tudi se še da uganjati, ampak bomo šli po postopku. In sicer dve možnosti za rešitve sta. Prva rešitev je, če je x minus 3 večja ali enaka nič. Takrat se absolutna vrednost ne spremeni. Se ne spremeni. To pomeni, da vse to napišemo, samo oklepaje damo noter. X minus 3 je 5. Rešimo normalno enačbo. X minus 3 je 5, x je 5 plus 3, x je 8. Druga možnost je pa taka, da je tole noter negativno. Druga možnost, x minus 3 je manjše od nič. Absolutna se spremeni tokrat. In sicer namesto, da bi ta oklepaj napisali brez vsega, damo pred oklepaj minus. X minus 3 je 5. To zato, ker je bila tukaj negativna in moramo z negativno popraviti absolutno. Tako se znebimo absolutne. Se pravi, če je pozitivno, ostane enako, če je pa negativno v absolutni, dodamo pa minus. Dve možnosti imamo. Prvo rešujemo brez minusa, drugo z minusom. In dobimo minus x plus 3 je 5. Minus x je 5 minus 3. Minus x je 2. In malo maknemo. X je minus 2. Ne? Pomnožimo z minus 1, na primer. In dobimo dve enačbi. X je 8 in x je minus 2. Kar se tiče absolutne, mi ne bomo tako veliko tega delali, tudi se redko kdaj pojavi. Vedeti morate, kako jo uporabljati in predvsem tiste prejšnje naloge reševati. Se vidimo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo.